V tokratnem sklopu novic imamo za vas zelo pisan kolaž. Začnimo ga z dvema novitetama na našem trgu. Oplovemu kombu in Citroenovemu Berlingu se je pridružil še tretji izmed trojčka. Rifter je novo ime za leva, ki smo ga nekdaj imeli za partnerja. Mazda pa je prenovila šestico, po novem je bolj luksuzna, s furnirjem japonskega lesa, ki spominja na naš jesen. Sedeži so zračni na inovativen način, kabina pa tudi nekoliko tišja. Oblikovnih popravkov pa zlepa ne boste zaznali. Izkušeni oblikovalec Kevin Rice je tega geparda očitno dovolj plemenito oblikoval že v štartu. A s tem, ko je Mazdo postavil na zemljevid dizajnerskih znamk, je svojo vlogo pri Mazdi zaključil, iskat pa gre nove izzive. S prihodnjim majem pa se poslavlja še en karizmatični šef, brkati Dieter Zetsche. V 12 letih je Daimler vizionarsko usmeril v novo dobo mobilnosti, mu določil fokus, ki ustreza dobi, ko se avti ne prodajajo več sami od sebe. Nasledil ga bo njegov tesni sodelavec Ola Källenius, prvi ne-Nemec na čelu trikrake zvezde. Skupaj sta med drugim obudila tudi spomin na Maybacha. In prav to gre v nos Audiju, ta bo zdaj na enak način obudil znamko Horch. Seveda kot ime najdražjih in najbolj unikatnih različic z V12 motorjem. Tekmec z druge strani Atlantika Cadillac pa sporoča, da se je iz New Yorka vrača v Detroit. Tako kot Ford, ki je za svoje start-upovske ideje kupil staro detroitsko železniško postajo, si tudi Cadillac prizadeva, da bi to mesto duhov ponovno spravil k življenju. Seveda, povpraševanje po ultradragih in pogosto nesmiselnih avtih se povečuje. Vlogo pri tem pa je med drugim odigral tudi omenjeni Zetsche s svojim 6-kolesnim pick-upom. Ameriški Hennessy je zato pripravil že drugega posnemovalca, po Fordovi tokrat na GM-ovi osnovi. In medtem, ko je novi razred G ravno zapeljal na naše ceste, je svojo novo verzijo pripravil tudi Brabus. A drage znamke vendarle gledajo tudi proti zelenem. Porsche se je recimo zdaj odpovedal dizlom. Komaj je svoje stranke prepričal, da so lahko športni tudi brez svojih zračno hlajenih bokserjev, že jih mora prepričevati, da se spet ne bo nič spremenilo. Tudi z elektriko ne. No, Audi in Jaguar svoje e-mobilnostne napore krepita s Formulo E. Audi se kiti, da je že v prvi sezoni postal prvak, a Jaguar že grozi z novim orodjem, za četrtino bolj učinkovitim. In mimogrede se pobahajo, da so vrtljaji njegovega elektromotorja več kot 2-krat višji, kot se zmore zavrteti dirkalnik Formule 1. Na slavnem jezeru Bonneville je rekordno divjal Volkswagen z Jetto. Januarja namreč prihaja Jetta GTI in seveda jo je treba nekako spromovirati. Poročamo tudi, da je Toyota v okviru svoje zaveze, da bo mobilnost nudila vsem, zgradila skatepark, primeren tudi za paraplegike. In ko smo pri telesnih aktivnostih, naj zaključimo z vestjo, da je neki Nizozemec predstavil avto, v katerem skrbiš za kondicijo. Kolesariš namreč.